Čez Avsenikove zelene trate je, seveda tudi po sivih cestah, prišla k nam današnja glasbena gostja Manca Izmajlova, ki jo bomo še slišali. Prav prijazen dober dan, spoštovane zadružnice, spoštovani zadružniki, dobrodošli seveda tudi cenjeni gostje in lep pozdrav tudi vsem drugim, ki ste prišli zato, da bi preprosto bili del te slovesnosti podelitve zadružnih priznanj. Moje ime je Ida Baš in že 18 let sem govoreče bralna sodelavka Zadružne zveze Slovenije, vedno pa se nam pridruži kakšen glasbeni gost. In tako bo tudi letos. Čas, ki ga bomo namenili danes tukaj zdaj drug drugemu o poslušanju predstavitev nagrajencev in odlične glasbene izvedbe, pa naj bo čas za sprostitev, za užitek in tudi morda počitek. No, nekatere besede vas bodo zagotovo pritegnile, tako da boste tudi nekoliko razmišljali,
A to samo pomeni, da vam ni vseeno, da vam je mar za dobro vseh nas in zato smo tudi veseli, da je tako. Najprej aktualni utrinek. Mednarodno leto stročnic bo okrepilo zavedanje o pomembnih rastlinah, ki so bistvene za trajnostno kmetijstvo in prehrano, je poudaril José Graziano da Silva, generalni direktor FAO. Ja, letos je to leto. Stročnice prispevajo k zagotavljanju prehranske varnosti, imajo veliko hranilno vrednost in so koristne za naše zdravje. Njihova pridelava spodbuja trajnostno kmetijstvo in prispeva k blažitvi podnebnih sprememb. Sejem Agra pa vsako leto znova odpira vrata slovenski pridelavi in predelavi hrane, izpostavlja domače in tuje dosežke, povezuje stroko in znanje, sedanjost in prihodnost. Letos obeležuje tudi 25 let zamejstva in povezovanja s Slovenci po svetu. Povezuje razstavljavce, poslovne partnerje, kupce, radovedneže in, kar je najpomembnejše, povezuje ljudi. Ljudi s ponosom in pomembnimi dosežki. Zadružniki in zadružnice vedno pogumno stopate po valovitih poteh, ki vodijo do zastavljenih ciljev. S trudom in prizadevnostjo krepite in gradite zadružne vrednote med generacijami in skrbite za razvoj lastnih kmetij, zadruge, slovenskega kmetijstva in podeželja. Danes bomo predstavili le nekatere izmed vas, ki boste prejeli priznanja Zadružne zveze Slovenije. Pridelati kakovostno in varno hrano, ohraniti poseljeno in obdelano podeželje, graditi na znanju in sodelovanju ter razvijati zadružne vrednote, kot so poštenost, solidarnost, socialna odgovornost, skrb za druge, postavljajo dobre temelje za varno in uspešno našo skupno prihodnost. Da bo v naši domovini zadovoljstvo. O njej je že pred leti razmišljal skladatelj Benjamin Ipavec. Domovina, o njej bo zapela Manca Izmajlova.
Manca Izmajlova s soprogom Benjaminom ustvarja glasbene projekte in nepozabna glasbena doživetja. Privlačijo ju liričnost in lepe melodije, predvsem pa glasba slovanskih dežel. Njun repertoar je zelo obsežen, poln različnih žanrov. Nastopala sta po vsem svetu z najuglednejšimi mednarodno uveljavljenimi glasbeniki in prejela številna priznanja in nagrade. Danes prvič Manca poje tako prirejene pesmi, te, ki smo jih slišali in še bomo, ki so del njunega novega projekta. In kolikor vem, boste nekateri med vami dobili tudi prvi na Slovenskem njuno novo zgoščenko, vendar o tem v nadaljevanju. Besede v pozdrav in tudi v razmislek. Najprej predsednik Zadružne zveze Slovenije, gospod Peter Vrisk. Spoštovane kmetice, spoštovani kmetje, spoštovani zadružniki, vsi visoki gostje in prav lep pozdrav. Še posebej pa želim med nami pozdraviti predsednika Vlade Republike Slovenije, gospoda dr. Mira Cerarja. Lep pozdrav. Prav lep pozdrav tudi gospodu Mitju Bervarju, predsedniku Državnega sveta Republike Slovenije. Lepo pozdravljen magister Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Lep pozdrav poslancem Državnega zbora in svetnikom Državnega sveta. Lepo pozdravljam predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Cvetka Zupančiča. Z nami je tudi predsednik Slovenske ljudske stranke, Marko Zidanšek, ki ga še malo poznajo, ga posebej pozdravljam, pa ostane, da te vidijo, no. Marsikam pride, preče, kdo je ta mladi politik, ki ga še ne poznamo. Lep pozdrav Janezu Erjavcu, predsedniku uprave Sejma. Lep pozdrav, Janez. Lep pozdrav tudi našim prijateljem iz zamejstva in pa našim prijateljem iz sosednjih držav Zahodnega Balkana. In tukaj seveda najprej pozdravim Radeta Jovanova, predsednika Zadružne zveze Vojvodine s sodelavci. Ilda Stanojvič predstavlja zadružnike sosednje Hrvaške. Z nami je tudi vinska kraljica, lepo pozdravljena. Pa seveda vsem ostalim predsedniki, direktorji zadrug, nagrajenci seveda, ker zaradi vas smo danes tukaj. Zdaj se, če bi šel po imenih, bi lahko še in še pozdravljal, ampak upam, da nisem koga pomembnega izpustil, torej lep pozdrav vsem skupaj. Na tem sejmu je letos prav zanimivo, veliko pomembnih dogodkov, veliko pomembnih tem odpiramo, vreme nam kar lepo služi, veliko pomembnih gostov se je teh dni tukaj tudi zvrstilo in seveda odpiramo pomembne teme. Vse, ker smo tukaj v glavnem kmetici, ne moremo mimo problemov nizkih cen mleka in mesa, ne moremo mimo problematike ruskega embarga, pogovarjamo se, kaj lahko mi tukaj postorimo, da ta problem rešimo, ampak nažalost v tem slovenskem prostoru tudi vlada, tudi minister, tudi predsednik vlade in vsi ostali, če evropska kmetijska politika tega problema ne bo rešila, potem smo vsi nekako nemočni. Seveda bi pa nekako naslovil tako na predsednika vlade kot na kmetijskega ministra in tudi na ostale, ki se v Bruslu pogajajo, da izpostavijo ta problem. Torej, problem ruskega, pač te ruske krize je pač povzročitelj, vemo kdo, Združene države Amerike, ni to Evropa tega povzročila in ta ruski embargo je po mojem mnenju bila velika politična napaka. In po mojem bi bilo prav, da se v tej smeri tudi politično pritiska, da se to odpravi, kajti tako velikih razlik v ceni mleka in mesa, kjer smo priča padcu 30%, to mi nikakor ne moremo nadomestiti. In tako kot sem že tudi v soboto na dan otvoritve povedal, če tukaj ne bo nekih sprememb, potem bo verjetno kar neko znatno število slovenskih kmetij, sploh tistih z mlečno proizvodnjo v hribovitih predelih, verjetno prenehalo kmetovati. Ne bom rekel propadlo, ampak prenehalo. Problem je tukaj, da se zdaj generacije menjavajo, v teh zadnjih letih prihaja do kar enega znatnega predajanja kmetij od starejših na mlajše. In če pri nas je največje število pol kmetij, to pomeni, malo je kmetij, kjer se cela družina lahko preživi od same kmetije. Vedno je še ena ali pa dva sta v službi.
In če je starejša generacija še hodila v službo, da je z denarjem pomagala pri razvoju kmetije, potem mlajša generacija tega več ne bo. In tu ne bo nič velikega lame, vam povem. Samo mladi, ko se bo odločali, bo rekel, zakaj bi jaz sobote, nedelje delal doma, cel teden v službi in bo pač šel, bo izbral tisti lažji način življenja. Tako da tu pač pričakujemo, da bo ta evropska politika nekaj postorila. Sicer pa moram tudi z tega mesta jasno povedati, da zdaj vemo pač, da se pripravljajo razne zadeve glede dodatnih obremenitev. Mi nikakor ne moremo pristajati na nobene dodatne obremenitve, kar se tiče kmetijstva. Te mesece zadnje, pa to leto je bilo veliko debate okoli KD-ja. Pogovarjamo se, variante takšne in drugačne, jaz vedno rečem, nobene dodatne niti minimalne obremenitve več ne moremo imeti, kajti kmetje smo že dovolj in preveč obremenjeni. Če bi izpostavil neke ključne probleme, kaj zadružniki želimo, kar se tiče zakona o zadrugah, nekaj slišim, da nekateri razmišljajo, da bi ga menjali. Zakon o zadrugah je dober, zakona ni treba menjati, kvečemo kaj drugega. Potrebno pa je, da zadružna zveza ponovno pridobi zadružno revizijo. To pa je pomembno. Odkar ni zadružne revizije, vam lahko statistično dokažem, da so v nekaterih zadrugah problemi večji, kot so bili prej. Torej, če ni nekega nadzora, potem pa seveda včasih tudi tisti notranji nadzor popusti. To sem tudi že večkrat povedal in poudarjam tudi danes. Program razvoja podeželja 2014-2020, tukaj jaz mislim, da smo načelno nekaj dobro izpogajali, ampak glede na te nizke cene pač to ne zadostuje in bo potrebno pač tu tudi verjetno kaj spremeniti. Gozdarstvo vidimo, zdaj to podjetje je bilo ustanovljeno, mnenja so taka in drugačna. Jaz mislim in upam, da bo se tukaj našlo mesto tudi za zadruge, da bodo prišle do posla in pa seveda tudi, da se reši problem podlubnikov in pa vsega ostalega. Seveda želeli bi tudi, da lesna industrija malo bolj zaživi, zafunkcionira. Jaz trdim, da če bi v 90-ih letih bila politična volja, da bi lahko zadruge ulastninile tudi kakšna podjetja lesne branži, bi verjetno kaj več od tega ostalo. Rad dam primer Sore Žiri, ki je iz malega lesnega obrata, eno najuspešnejših lesnih podjetij v slovenskem prostoru, pa tudi v evropskem. Velik poudarek dajemo razvitju področja sadja zelenjave. Imamo nekaj zadrug, ki odlično delajo, ki so res veliko napravile v tej smeri. Organizacijo proizvajalcev Agrarija Koper smo zadnjič bili, bo verjetno prva zadruga, ki bo to organizacijo proizvajalcev tudi imela. Jaz upam, da bo to čim prej tudi realizirano. Potem izpostavil bi tudi problem zavarovanja. Letos nekih prav velikih katastrof ni bilo, nekaj jih je pa kljub temu bilo. In tu bi bilo prav, da gremo na tisto podporo, ki je bila 50% in bi kmete več zavarovali in bi bilo teh problemov manj. Še enkrat ponavljam, ob teh nizkih cenah, mleka, mesa, žita in vsega ostalega, kmete dejansko se ne odločajo za zavarovanje. Zadruge vedno znova nekako poskušamo povezovati v okviru tako, torej banka, jaz sem ponosen na to, da smo banko uspeli zadržati, če ravno moram povedati, da zdaj, ko naša banka sanirana z lastnim denarjem, pa dobro delamo, so veliki interesi razno razni. Veliki interesi so, kdo pa ne bi imel banke, ki je očiščena, ima mrežo po celi Sloveniji in tudi lastniška struktura taka. Mi delamo z realnim denarjem. V naši banki ne delamo z nekimi denarji v zraku. Tega tu smo skozi pod nekimi pritiski, ampak tu pa res je odvisno od nas. Spoštovani zadružniki, ali bomo zdržali ali ne bomo. Seminarno tudi lahko rečemo uspešno saniramo, seveda bo trajalo leta in leta in tu je tudi neka prilika, da to poslovno sodelovanje v septembru se bomo dobili skupaj, imamo pripravljene programe in jaz računam, da se boste zadruge odločile in da bomo te blagovne tokove bolj povezale, kot imamo to nekako do sedaj. Sicer pa je zdaj zelo popularno to, da so ti domači kotički v trgovinah, to zdaj tudi ti veliki trgovci poudarjajo, mnogo zadružnih trgovin ima te kotičke, tako da tu smo že veliko postorili, tudi v seminarne trgovine to uvajamo, tako da lahko po neki boljši ceni prodamo vaše proizvode, na drugi strani pa potrošniku nudimo tisto domačo, kvalitetno, lokalno pridelano hrano. Promocija, lokalna kakovost, te dni o tem veliko govorimo, nek denar ravno v ponedeljek je bil tudi ob 17. ravno tukaj sejma, zadeve so se začele premikati, zdaj denarja bomo morali zbrati verjetno nekoliko več, pozdravljam to, da je država se odločila in da polovico tega, kar zberemo mi, to je zelo pozitivno in seveda, če mi ne bomo dali, potem država ne bo dala, to jaz vedno posod poudarjam, brez promocije ni ničesar.
Tega mislim, da se vsi zavedamo in tu bo potrebno več postoriti. Glede oskrbe javnih zavodov, tu bi res priznanje tudi državnemu svetu, tudi predsedniku zdajšnjemu pa prejšnjim, tu smo uspeli s pobudami kar nekaj stvari spremeniti. Novi zakon o javnih naročilih ima velike možnosti, da lahko na lokalni ravni šole, vrtci kupujejo, je pa to odvisno seveda tudi od tistih, ki odločajo tam in jaz vedno poudarjam, če je potrebno, v regiji pokličemo skupaj župane, direktorje šol, vrtcev, se usedemo in da nekako damo neko večjo voljo, da se pač odločajo za domačo prehrano. Torej, vloga v zadrug v lokalnem okolju je izjemna. Lejte, cel zadružni sistem, zadruge ohranjamo, trgovine, veliki trgovci so glavno vse zaprli, banka ohranjamo, še celo odprli smo nekaj poslovalnic, te velike banke zapirajo. Enostavno jim je vseeno, zapirajo in briga jih za lokalno skupnost, briga jih za naše podeželje. Še enkrat pa poudarjam to enotnost, ki mora biti še večja in v okviru kapitalske zadruge v našem sistemu, deželne banke in pa seveda seminarne. Zdaj pa še nekaj širšega, torej kmetje smo del tudi širšega družbenega okolja. Jaz sem pač tako, mi moramo biti aktivni tudi na drugih področjih, ne samo, da smo pridni v hlevo, pa na njivi, pa še v kakšni svoji nevladni organizaciji, pol pa reče, ostalo se pa vas ne tiče. Vemo, da smo pomembno vlogo odigrali pred 25 leti in več, ko se je začelo osamosvajanje države Slovenije, potem je naš vpliv nekoliko upadel, oziroma tudi sami se nismo toliko aktivirali, tako da nekako moramo tudi na tem področju delovati in tudi nekako biti, bi rekel, širše nekako družbeno aktivni. Tu bi poudaril tudi to mojo željo, torej za več tega sodelovanja v tej naši družbi. Skrbi me namreč to, ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi pa širše, zmaguje negativizem. In v medijih, ampak tu so odvisni, tudi mediji, ampak glejte, ljudje smo taki. 10 dobrih novic nas ne zanima. Ko je slaba novica, nekdo nekoga ubil, nekdo ukradel, spufal podjetje, to je pa potem tema, ali res ali ni res. In imamo tudi mnogo dobrih zgodb. Fajn bi bilo, da je to uravnoteženo. Ne da potenciramo ene zadeve, druge pa ne. No in tukaj se mi zdi izjemno pomembno, da znamo prav presojati in to mediji so pač tako. Lejte, mediji pač se more prodajati, povsod je kriza, tako v Sloveniji, kot tudi drugod, če ni alarmantne novice, se mediji ne prodajajo in potem seveda vemo, kaj sledi. Veliko vlogo ima pa tukaj tudi politika. Torej, če smo mi na vrhu, na vodilnih mestih, kjerkoli, naravnani k temu, da spodbujamo strpno sodelovanje, potem to vpliva tudi navzdol. Če smo pa mi tisti, ki spodbujamo že v kolektivu, če je direktor, predsednik tisti, ki spodbuja, torej, da se ljudje med seboj kregajo, potem je vzdušje v firmi takšno. No tukaj se mi zdi pa prav, da tudi ob vsem tem, da od vlade, od politikov in tak naprej, od ministrov zahtevamo, da pa tudi kdaj, bi rekel, komu tudi rečemo kako priznanje. In jaz sem res vesel, da res priznanje našemu predsedniku vlade, ne samo zato, da se vedno odzove na te naše zadeve, z srcem in z dušo podpira kmetijstvo, podeželje, če ravno izhaja iz drugega kroga, in nekako res širi v tej naši skupnosti eno tako pozitivno strpno vzdušje. Če ravno sam pač tudi sem nekje skozi malo v politiki prisoten in vem, da je včasih lepo biti všečen, trenutno danes, reči nekaj, kar ljudje želijo slišati in bo vsi ploskali in mediji bojo pisali, da imaš pa ti, stojiš na nekih moralnih stališčih in rečeš tudi takrat, ko ni všečno, fantje, to pa ni prav, je včasih nepopularno, kratkoročno, dolgoročno pa je. In to jaz izjemno cenim in tudi pač z tega mesta sem tudi prav, da to pač tudi kdaj rečemo tudi kako lepo besedo, ker da samo drug od drugega zahtevamo in se ne znamo tudi pohvaliti, potem to seveda ni prav. Seveda, jaz bi se tudi na koncu zahvalil še vsem nagrajencem. Vi ste tisti, ki držite nekako, pomembne so vse organizacije, Kmetijsko-gozdarska zbornica, zadružni sistem, pa sindikat kmetov, pa kmečke ženske, pa mladina in tak naprej, ampak zadružni sistem ima najdaljšo tradicijo in tudi to je tista kapitalska osnova, kjer moramo od kmeta odkupiti in plačati. In da zadruga dobro dela v teh težkih časih, to ni samo po sebi omejeno. In tisti, ki ste danes tukaj, ki boste prišli pri priznanja, ste prav gotovo v dolgih letih težkega mukotrpnega dela prispevali, da vaše zadruge obstajajo, da so vas predlagale za to priznanje in res se vam zahvalim in želim tudi, da ste zgled tudi ostalim in želim tudi uspešno delo na vaših kmetijah in pa tudi širše. Bi še pa danes mogoče, sej je en dan prej, res tudi predsednikov vlade, jutri ima res, sicer pravi, da ni fajn prej čestitati, ampak jutri ga ne bomo videli, ga ne bo več tukaj, Miro, spoštovani Miro, lahko rečem prijatelj naš,
kmetijstva in podeželja, jaz ti želim veliko zdravja, uspešnega dela, pa da vztrajaš pri teh svojih moralnih načelih, ki jih mnogi znamo ceniti. Ne si čas misli, da je to kar tako, da ni upaženo in res ti želim vse najboljše. Hvala. In tole je že lahko tudi spodbuda in povabilo gospodu predsedniku k besedi. Danes gradimo naš skupni jutri. Večkrat slišana misel in verjamem, da je tudi del vsakdana dr. Mira Cerarja. Izvolite. Odlična glasba, zelo sporočilen uvodni nastop predsednika Zadružne zveze. Sta bila res krasen uvod in upam, da bom uspel nadaljevati v nekoliko sicer drugem okviru, ampak na enako energetski način. Spoštovani gospod predsednik, še enkrat Zadružne zveze, spoštovani gospod predsednik Državnega sveta, drugi visoki gosti iz Slovenije in iz drugih držav, spoštovane zadružnice, zadružniki, kmetice, kmetje, vsi ostali dame in gospodje. Vesel sem, da sem spet z vami in ko sem se iz Ljubljane vozil proti Gornji Radgoni, me je ponovno, kot že ničkolikokrat prej, prevzela ta zelena Slovenija. Lep dan je, gledal sem skozi okno, tudi kolikor nisem pripravljal govora, seveda, ki sem ga še nekoliko pilil. In ko sem gledal te naše čudovite gozdove, travnike, sem se spomnil res ponovno na to, kakšno bogastvo imamo, tudi v vodah, v vseh drugih naših lepotah, rodovitni zemlji in zato vas bo vlada zanesljivo in jaz osebno, ko jo vodim, vedno znova podpirala v tem, da to našo zeleno Slovenijo ohranjate in da skozi svojo kmetijsko, gozdarsko in drugo dejavnost čuvate naše gozdove, rodovitna zemljišča, proizvajate domačo, ekološko hrano in skratka delate vse tisto, zaradi česar imamo vsi Slovenijo tako zelo radi. Zakaj sem pravzaprav vedno rad tukaj z vami? Prvi zato, ker iskreno verjamem v vas, v zadružništvo, v vaše vrednote in kmete, ki ste, kot sem zadnjič na otvoritvi dejal, eden pomembnejših ali najpomembnejši temelj pravzaprav slovenskega obstoja, naše tradicije in prihodnosti. Drugič sem tu zato, ker vam seveda želim prisluhniti in sem že spet pozorno poslušal tudi predsednika, gospoda Vriska, in si marsikaj zapomnil, tako kot že zadnjič, in seveda sem tukaj tudi zato, ker vlada, ki jo vodim, in sam osebno sem vedno predvsem za dialog. Dialog pomeni, da se znamo poslušati, da si znamo iskreno povedati to, kar si imamo za povedati, in da seveda znamo tudi narediti nek napor, da razumemo drug drugega. Kaj če samo poslušamo in se ne slišimo, potem je to premalo. In potem, če to dobro izpeljemo, lahko sprejmemo pomembne odločitve. Niso vedno takšne, da bi bilo všeč vsem, tako kot je bilo rečeno, ampak skozi dialog se lahko najbolj približajo temu, kar je za večino najbolje in kar pomeni tudi, da nikoli ne pozabimo na tistega, ki je najšibkejši člen. In zato se bom vedno zavzemal za dialog, da ko bo vlada, ko bodo moji ministri sprejemali odločitve, da bomo prisluhnili tudi vam in potem se seveda zavzemali za slovenske kmetije, za njihovo ohranitev, za samooskrbo, za ekološko pridelavo hrane, za zeleno Slovenijo, kot sem dejal, za to, da tudi tisto, kar smo v preteklosti morda preveč zanemarjali, ponovno oživimo, da nimo gozdno-lesno verigo, na čemer vlada tudi intenzivno dela, za to, da se vam pomaga tudi z interventnimi ukrepi, kadar gre za kakšno pozebo, točo ali kakšno drugo naravno katastrofo, ki jih je žal vedno več, in za vse tisto, kar bo vam, kmetom,
pomagalo, da boste vi lahko pomagali tudi nam, celi Sloveniji. Seveda pa dialog spodbuja vlada tudi preko, kot veste, posebne vladne projektne skupine za zadružništvo. Tukaj še posebej skupaj z vami iščemo rešitve za nadaljnji razvoj zadružništva. In ko rečem iščemo rešitve, pomeni, da skušamo vsi skupaj čim manj jamrati in iščemo poti naprej, kako bomo sodelovali, kako bomo našli tisto, kar nas pelje v boljšo prihodnost. In seveda tu spodbujamo tudi širše socialno podjetništvo, poleg zadružništva in socialno demokracijo. Dovolite mi, da spregovorim še nekaj besed o dialogu. Naš veliki zamejski Slovenec, gospod Boris Pahor, verjamem, da ga vsi poznate, je izdal svojo novo knjigo, ki nosi naslov V imenu dialoga. Prinesel sem jo s seboj. Zdi se mi tako pomembno, da o tem spregovorim. V imenu dialoga. Jutri bo v Ljubljani, en dan pred svojim 103. rojstnim dnevom, to knjigo tudi predstavil. In jaz ga bom jutri zaprosil, ker se bova srečala, da mi jo podpiše in morda mi v njej nakloni kakšno svojo pametno misel. 103 leta, spoštovani, zadružništvo je nekoliko starejšega datuma, pa vendar za človeško življenje to ogromno. In kaj nam gospod Boris Pahor pri svojih 103 letih sporoča v tej knjigi? Ne boj, ne prepir in ne nestrpnost, ampak dialog, sodelovanje in solidarnost. In to so tudi nekatere od temeljnih vrednot zadružništva, tudi kot je že omenil vaš predsednik. Sodelovanje, solidarnost. In ta naš veliki duh, ta veliki Slovenec, veliki intelektualec svetovnega slovesa, gospod Boris Pahor, ostaja pri tem, kljub 103 letom, še vedno mlad v svojem duhu, mlad v svojem izrazu. Odziva se na aktualne probleme, gleda naprej, mar mu je za Slovenijo jutri, mar mu je za našo mladino. Ob tem seveda pa je domoljub, človek z bogato izkušnjo, ki se zna ozreti tudi nazaj in nam povedati, katerih napak iz preteklosti ne smemo ponavljati. In jaz mislim, da te njegove lastnosti so zelo podobne tistim, ki jih gojite ali pa ki veljajo za zadružništvo. Tudi zadružništvo nekako kombinira in spoštuje oboje, staro in novo. Tradicijo, tisto, kar je naša preteklost, in letos teče že kar več kot 140 let zadružništva. Hkrati pa znate zadružniki, tudi kmetje nasploh, gledati tudi naprej. In jaz mislim, da ta kombinacija med tradicijo in med mladostjo, ki je zazrta naprej, med izkušnjo starejših in med pogumom, drznostjo, inovativnostjo mladih, med nekimi vrednotami, ki so bile že pred stoletji v slovenskem prostoru zasidrane, kot so poštenost, solidarnost, pomoč, tudi odgovornost, in med tem, kako te vrednote vpeti v moderni svet, v danes in jutri, z novo energijo, ki jo prenašajo mladi. To je tista pot, po mojem, ki jo tudi zadružniki kažete vsem nam, tudi vladi, tudi vsem Slovencem. In jaz vas prosim in vas spodbujam, ostanite na tej poti, ohranite tradicijo, ampak ostanite tako kot naš gospod, veliki Slovenec Boris Pahor, ostanite tudi večno mladi, delajte s srcem in čuvajte to našo Slovenijo. Hvala vam za povabilo in srečno naprej. Zadružništvo je partnerstvo za prihodnost. Morda se tej misli pridruži tudi predsednik Državnega sveta, gospod Mitja Bervar. Spoštovane zadružnice in zadružniki, cenjeni predsednik Zadružne zveze in državni svetnik gospod Peter Vrisk, direktor Pomurskega sejma gospod Janez Rjavec, visoki gostje, spoštovani predsednik vlade dr.
Miro Cerar, spoštovani magister Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prav tako lep pozdrav seveda predsedniku Kmetijsko-gozdarske zbornice in državnemu svetniku, gospodu Cvetku Zupančiču. Lep pozdrav državnim svetnikom, prav tako poslancem državnega zbora, spoštovanim gostom iz tujine, kmeticam in kmetjem, gospem in gospodom. Dovolite mi, da vas na današnjem za vse zadružnice in zadružnike iz vse Slovenije posebno svečanem dogodku ponovno pozdravim v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, kot radi rečemo, drugega doma slovenskega parlamenta. Podelitev priznanj za uspešno delo je namreč kot žetev vrhunskega žita, iz katerega z veliko pozornostjo in spoštovanjem spečemo najboljši kruh. V tej dvorani ste zbrani najbolj zaslužni zadružnice in zadružniki ter zadružne organizacije, ki ste se s svojim delom še posebej izkazali in veliko prispevali k pospeševanju razvoja zadružništva in stabilnosti slovenskega kmetijstva. Oboje je za vse nas, ki živimo v Sloveniji, v tej, kot je bilo rečeno, res prelepi Sloveniji, velikega pomena. Zadružni model prispeva k gospodarski stabilnosti države, kmetijstvo pa je branik prehranske varnosti državljanov in poseljenosti podeželja. Če pa poznamo tudi podatek, da v okviru kmetijskih zadrug poteka odkup in prodaja več kot 3/4 tržno pridelane slovenske hrane, da zadruge povezujete več kot 14.000 kmetov in letno ustvarijo 700 milijonov evrov prihodkov, potem vemo, da so zadruge močen ekonomski steber življenja na našem podeželju. Moč in znanje kmetijskega področja je čutiti tudi v državnem svetu. Številni zakoni, ki zadevajo področje kmetijstva in gozdarstva, so v državnem svetu dopolnjeni strokovnimi pripombami in raznolikimi posveti. Zato se v državnem svetu trudimo za pomoč pri vzpostavljanju in podpori še k boljši zakonodaji. To zakonodajo, ki bi bila še bolj naklonjena razvoju kmetijstva in zadružništva tudi v prihodnje. Spoštovane zadružnice in zadružniki, cenjeni gostje. V Sloveniji smo v zadnjem četrt stoletja doživeli veliko lepih, a tudi težkih trenutkov. Zagotovo smo lahko veseli, da imamo svojo državo, katere 25-letnico obeležujemo letos. Osamosvojitev je seveda epohalni dogodek v zgodovini vsakega naroda in vsi mi, ki smo imeli zgodovinski privilegij doživeti ta trenutek, rojstvo države, smo tega lahko seveda iskreno veseli. Ta občutek s ponosom negujemo, kajti po njem so mnogi naši predniki hrepeneli, a ga nikoli doživeli. Samosvojitvijo pa smo si tudi prevzeli tudi veliko odgovornost preživetja novorojene države, ki je sedaj stopila v čas odraslosti. Veseli me, da je Zadružna zveza v četrt stoletja samostojne države počasi, a zanesljivo krepila svoj gospodarski in finančni položaj ter ga razširila še z Deželno banko Slovenije. Prav tako ste zadružniki razumeli pomen prehranske samooskrbe in postali odgovorni lastniki Semenarne Ljubljana s 110-letno tradicijo. Podjetje je ostalo v slovenski lasti in z njim vred semena izvorno slovenskih sort, vrtnin in poljščin. Vse to so dragocena dejanja v globaliziranem svetu, ki odražajo, da Zadružna zveza ima jasno vizijo in zaradi nje ostaja branik slovenstva, kot je to bila že pred davnimi 140 leti. Brez Zadružne zveze in njenih posojilnic bi zelo veliko takratnih slovenskih kmetij v tistem času propadlo. Zato tudi Zadružni zvezi ob 25-letnici države čestitam za državotvorno držo v vseh letih njenega delovanja. Še posebej pa njihovemu vodstvu s predsednikom uprave na čelu gospodom Petrom Vriskom. Verjamem, da boste odgovorno in državotvorno usmerjali pogled tudi v čase, ki prihajajo.
Čestitke seveda tudi vsem zadružnikom in zadružnicam ter zadrugam ob vašem dogodku, še posebej najbolj zaslužnim ter nagrajenim. Vsem skupaj seveda pa želim prijetno zadružno združenje in lep sončen dan na našem sejmu. Hvala. Zadružništvo je tim dobrih sodelavcev, posameznikov s svojimi fizičnimi zmogljivostmi in intelektualno lastnino. S tem razmišljanjem vabim pred mikrofon ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, magistra Dejana Židana. Gospod predsednik, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, drage prijateljice, dragi prijatelji, seveda poseben pozdrav vsem, ki ste zadružnice in zadružniki, vesel sem, da sem ponovno med vami. Dovolite mogoče 4, mogoče celo malo osebne misli. Prva seveda posebna zahvala predsedniku vlade. Meni kot pristojnemu ministru mnogo predsednik pomeni, da se danes že drugič v teh nekaj dneh obiskal tudi prostor kmetijskega ministrstva in tudi ta sejem, ki je centralni dogodek v kmetijstvu, prehrani in gozdarstvu v državi, ker se zavedam, da je lahko kmetijski minister uspešen samo v primeru, če ima maksimalno podporo predsednika, tako da res ti hvala za to. Druga misel, povedal bom nekoliko trdo, boste pa razumeli. Biti brez lastnine pomeni biti hlapec. Če kdo, spoštovane gospe in spoštovani gospodje, vi to razumete. Imel sem možnost, da sem te dni obiskal marsikoga, obiskal sem tudi kmetijsko zadrugo Rače, imam poseben odnos, jasno do nje izviram iz tega kraja. Ko sem videl, kako so v bistvu v nekaj letih izgradili svojo lastnino, da obvladajo blagovni tok ne samo svoje zadruge, ampak tudi nekaterih drugih, je povsem jasno, kaj so naredili. Svojim članicam in članom in tudi širši regiji povečali varnost. Teh zgodb je še več v Sloveniji, vsake posamezne zgodbe se veselim in vam čestitam in dejansko prosim vas, pojdite po teh poteh naprej. Mene kot kmetijskega ministra, ko so se prodavala nekatera pomembna slovenska podjetja in ko sem prosil odgovorne, vse možne, ko sem prosil, dajte razmisliti, prekozval z študijami, kakšna škoda bo za prehransko verigo in ko so mi vsi pokimali, rekli, res minister, imaš prav, vendar to nekdo drug tam počne, ki je, ne vem, se tako odločil, je upravljalec premoženja, bilo mi je izjemno hudo. Jaz upam, da bo zavedanje, da lastnina je biti samostojen, lastnina je pomeni biti ne hlapec, da bo to razmišljanje čez čas postalo razmišljanje vseh nas, ki živimo v tej lepi državi. Na sejmu se dogaja mnogo pomembnih stvari. Zelo sem vesel, da ravno v času sejma se je prognoza, vsaj kar se mleka tiče, najhujša kriza je pri mleku. To poznate več kot 2 leti in pol, cene samo padajo, čeprav cene trgovine ostajajo iste, da se očitno ravno v tem času dogaja preobrat. Vsi vi ste verjetno bili seznanjeni z novimi informacijami, da na posameznih trgih pa sedaj ugotavljajo, da ne drži, da je hrane preveč, srednjeročno po vsakem primeru je bo premalo po vseh analizah, ampak da tudi že sedaj se ugotavlja, da tudi mleka ni preveč. In sem bil silno vesel, ko me celo posamezni predsedniki zadrug prihajate te dni obveščati, da očitno pa je prišel čas, ko bo naslednji mesec pa potrebno nekoliko dvigniti odkupno ceno surovega mleka in celo direktorji mlekarn to začnejo javno govoriti. To je dobro. Vendar nas to ne sme uspavati. Kriza, ki bo očitno čez čas za nami, mora biti čas, da pogledamo, kaj lahko naredimo, da ne bomo ponovno takšni talci te krize. In odgovor je enostaven. Slovenija si ne more privoščiti, da dolgoročno slovenski kmet prodaja svojo mleko za 2,5 € ceneje kot povprečni evropski kmet. Slovenija si pa sploh ne more privoščiti, da slovenski kmet prodaja svojo mleko za 4 do 6 € ceneje kot italijanski, hrvaški ali avstrijski. In to se sedaj že nekaj časa dogaja. Zakaj je to tako zelo pomembno, spoštovani in spoštovane?
Ta razlika do povprečne evropske cene, 2 evrocenta in pol, se mogoče ne sliši veliko, ampak to na letni ravni slovenskemu kmetu odnese 12 do 15 milijonov evrov. To, da pa nima avstrijske cene, mu pa odnese 40 milijonov evrov. Noben ukrep kmetijske politike tega denarja ne more vrniti. Vidite, ko pomagamo, velikost ukrepov je 2 milijona do 5 milijonov. To, če nekdo izgubi 12, 20 ali 40 milijonov zaradi nezadosti dodelanega poslovnega sistema, tega ukrepi kmetijske politike ne morejo povrniti. Kako lahko posamezna država, poslovno okolje odreagira na to? Mi kot država preganjamo nepoštene poslovne prakse, celo daleč pred drugimi smo. Imamo kodeks, ki na nek način pripeljal neto cene, še zakonom smo ga nadgradili, tako da imamo skrajšane plačilne roke, kar marsikdo od vas tudi pove. Na ravni Evropske unije se dogaja, nekaj stvari se bo dogodilo do konca tega leta, vendar nič od tega ne bo zelo pomagalo. Edino, kar v resnici pomaga, je naslednje. Prvič, biti lastnik. Drugič, če pa tega ne zmoreš, biti povezan. Če ne boš povezan in če slovenski kmet ne bo povezan, če zadružni sistem ne bo povezan, bo takšno stanje, da bo slovenski kmet po nepotrebnem izgubljal na desetine milijonov, trajalo še naprej. Tako da, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, zelo spoštujem zadružni sistem. Peter, pogosto tebi in tvojim čestitam. Vem, kaj pomeni stabilno poslovno okolje, vem, kaj pomeni okolje, kjer ni tajkunskih zgodb, vem, kaj pomeni v času krize poslovati pozitivno in to res vam čestitam. Vendar moramo vsi skupaj narediti korak naprej. Slovenski kmet si ne zasluži, da ostane na cedilu. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, želim vam lep dan. Hvala vsem govornikom za vse povedane misli in v razmisleku sem nam. Uvod v izročitev priznanj pa bo seveda glasbeni. Vsak posameznik, vsi prejemniki priznanj ste dosegli izjemne rezultate. Ste kot zvezde, ki na nebu žare. Tisti, ki jih hoče videti, jim, zvezdam oziroma vam, sledi. Vsakega takšnega sledilca smo veseli, ker spodbuja vztrajnost, dobro delo, združevanje. V skupnih prizadevanjih za skupnost in posameznika pa je neizmerna moč. In takšno moč je imel tudi legendarni Slavko Avsenik. Njegova je zvezde na nebu žare. Manca, prosim. Zvezde na nebu žare, upanje svetlo budi, kakor srebrno zvonjenje pride najlepši večer. V srcih je luč upanja, polni smo dobrih želja.
Srečni smo, če smo doma. Srečni smo, če smo doma. Srečni smo, če smo doma. V srcih je luč upanja, polni smo dobrih želja. Čari iz otroštva se vrne, srečni smo, če smo doma. Srečni smo, če smo doma. Javna zahvala je iskreno izražena hvaležnost za vložen trud in dobro delo. Upravni odbor Zadružne zveze Slovenije je letos sklenil podeliti 16 letnih priznanj za prispevek k razvoju zadružništva in 2 priznanj za trajen doprinos k njegovemu razvoju. Priznanje ob njihovem jubileju bo prejelo 5 zadrug, 2 društvi podeželskih žena in 1 podjetje. Nagrajenci s svojim delom dokazujete veliko pripadnost zadružništvu. Med kmeti uživate ugled, priznanje in spoštovanje. Vaše izkušnje in trdo delo odločilno prispevajo k razvoju in utrjevanju vloge zadružnikov v okolju. Čestitkam, ki bodo sledile, se kar na začetku že pridružuje tudi Deželna banka Slovenije. Za vse je pripravila priložnostno darilo. Toliko priznanj si zasluži pravzaprav navdušen, glasen vzklik ali včasih rada rečem vrisk. In morda res ni naključje, da je dolgoletni predsednik Zadružne zveze Slovenije, gospod Peter Vrisk, ki ga seveda zdaj vabim k izročitvi priznanj. Gospa Jožica Polajžer mu bo tudi letos prijazno pomagala. Najprej bomo podelili letna priznanja Zadružne zveze Slovenije za prispevek k razvoju zadružništva. Prejmejo jih gospod Anton Avsenek. Pa kar prosim, če pridete sem.
Predlaga ga Kmetijsko-gozdarska zadruga Sava Lesce, ker je predan delu na kmetiji in je že veliko let njihov aktiven član. Na kmetiji z ženo in o pomoči vnukov ukvarjajo se s prirejo mleka. Njegovi vrlini sta skromnost in delavnost. Gospod Avsenek je že 12 let član upravnega odbora Kmetijsko-gozdarske zadruge Sava Lesce in ves čas aktivno sodeluje pri soustvarjanju razvoja zadruge. Gospod Ljubomir Čuček. Predlaga ga Kmetijska zadruga Ptuj, ker že več let prizadevno dela v zadrugi. Gospod Čuček je pravnik, ki se je zaposlil v Kmetijski zadrugi Ptuj leta 1983. To je bila priložnost za spoznanje novih izzivov. Zavzeto se je posvetil reševanju kmetijske problematike, ki jo v sodelovanju s poslovodstvom uspešno rešuje. Kot vodja kadrovsko-pravnega sektorja skrbi za pravno urejenost poslovanja zadruge, sodeluje pri povezovanju zadrug, ustanavljanju področnih zadrug, zaposlovanju sodelavcev in delov organov zadruge. Po njegovi zaslugi je Kmetijska zadruga Ptuj uspešno rešila denacionalizacijske zahtevke za vračilo zadružnega premoženja. Gospod Čuček je več mandatov tudi član Komisije za kolektivno pogodbo pri Zadružni zvezi Slovenije. Priznanje prejme tudi Društvo podeželskih žena Šaleška dolina na predlog njihove kmetijske zadruge za dolgoletno uspešno sodelovanje z njo. Zgodovina društva sega v leto 1976, ko je bil ustanovljen aktiv kmečkih žena Šaleška dolina. Ta je pozimi organiziral predavanja in izobraževanja, poleti pa strokovne ekskurzije po Sloveniji. Z leti so se aktivnosti razširile na udejstvovanje na kulturnih prireditvah, plavalnih in plesnih tečajih, planinskih izletih ter strokovnih izobraževanjih. Leta 2003 se je aktiv preimenoval v Društvo podeželskih žena Šaleška dolina. Zadnja leta je članic vse več, sodelujejo na dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju in prejemajo priznanja, ustanovile so zborček, ki ohranja slovenske ljudske in ponarodile pesmi, pišejo skeče in jih predstavljajo na različnih prireditvah. Priznanje bo prevzela predsednica Društva podeželskih žena Šaleška dolina, gospa Marinka Menih. Priznanje prejme tudi gospa Janja Erčul na predlog Kmetijske zadruge Dobre polje za prizadevno delo v zadrugi. Gospa Erčul je v tej zadrugi zaposlena že 32 let. Zadnjih 14 let odgovorno in vestno vodi računovodstvo zadruge. Njena poklicna pot je rasla in se razvijala skupaj z zadrugo. Njeno delo odlikuje marljivost, poštenost in želja po napredku. Z optimizmom, pripadnostjo zadrugi in trdim delom pripomore k ohranjanju rezultatov dolgotrajnega dela in truda članov ter zaposlenih v zadrugi. Gospo Nado Flego je predlagala Kmetijska zadruga Agrarija Koper, ker je njihova članica in zgledno sodeluje z zadrugo. Gospa Flego na svoji 2 hektarja veliki kmetiji prideluje vse vrste vrtnin, ki uspevajo v slovenski Istri. Svoje vrtnine seveda prodaja zadrugi in tako poskrbi, da je v zadružnih trgovinah vse leto pestra in kakovostna ponudba lokalno pridelane zelenjave. Jeseni kmetija ponudi doda tudi grozdje in fige. Gospoda Milana Hrovata predlaga Kmetijsko-gozdarska zadruga Slovenske Konjice, ker v lokalnem okolju in tudi širše spodbuja zadružništvo in kmetijstvo. Gospod Hrovat z družino kmetuje na kmetiji na 800 metrih nadmorske višine na Hudinji nad Vitanjem. Ukvarjajo se z gozdarstvom in mlečno proizvodnjo, dnevno namolzajo okoli 300 litrov mleka, ki ga prodajo zadrugi. Kmetovanje na takšni višini je zelo težko, a so si uspeli vzorno urediti kmetijo. Gospod Hrovat je že 3. mandat predsednik Kmetijsko-gozdarske zadruge Slovenske Konjice, v preteklem mandatu je bil podžupan občine Vitanje, zdaj pa je občinski svetnik in predsednik odbora za kmetijstvo. Bil je tudi član sveta Zavoda za gozdove Slovenije, danes pa je član sveta območne enote Celje.
Gospod Ivan Kožar dobi priznanje na predlog Kmečke zadruge Bohor za uspešno dolgoletno vodenje zadruge. Žal zaradi nepredvidenih obveznosti danes ni mogel priti, pa vseeno naj povem, da na njegovi kmetiji pridelujejo mleko in meso, ki ju v celoti tržijo preko Kmečke zadruge Bohor. Obdelujejo 80 hektarjev zemlje, redijo 70 krav molznic in 60 plemenskih telic. V zadnjih 2 letih so posodobili strojno linijo za spravilo sena in zgradili skladišče za krmo. Gospod Kožar je eden izmed ustanovnih članov zadruge, njen predsednik pa je od leta 2009. Gospoda Petra Kreseviča predlaga Kmetijsko-gozdarska zadruga Pivka za prizadevno delo na kmetiji in zgledno sodelovanje z zadrugo. Gospod Kresevič je po izobrazbi oblikovalec kovin in je zaposlen v lesnem podjetju Lesonit v Ilirski Bistrici. Leta 2009 je postal mladi prevzemnik kmetije. Z družino gospodari na 45 hektarjev veliki kmetiji, od tega je 35 hektarjev gozda. Ukvarjajo se z živinorejo, poljedelstvom, pridelavo zelja, krompirja, žit in z gozdarstvom. V zadnjih letih so posodobili kmetijsko mehanizacijo, načrtujejo tudi izgradnjo novega hleva in povečanje števila govedi. Je aktiven član upravnega odbora Kmetijsko-gozdarske zadruge Pivka. Gospoda Edija Leskovarja predlaga Mlekarska zadruga Ptuj. Priznanje dobi za dolgoletno sodelovanje z zadrugo in za prizadevno delo v organih zadruge. Gospod Leskovar je kmetijo podedoval od staršev, jo povečal ter zgradil nov hlev. Danes ima kmetija 45 hektarjev lastne in 30 hektarjev najete zemlje, letno priredijo okoli 550 tisoč litrov mleka in imajo 200 glav govedi. Na kmetiji mu pomagata žena in sin, za popestritev pa poskrbi 5 vnukov. Že 4. mandat je član upravnega odbora Mlekarske zadruge Ptuj, kjer prispeva k rasti in razvoju zadruge, sodeluje pri lokalnem razvoju občine Majšperk in je aktiven v mnogih društvih. Gospod Miroslav Lužnik na predlog Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge Slovenj Gradec dobi priznanje za prizadevno delo na kmetiji in aktivno delo v organih zadruge. Gospod Lužnik z družino upravlja kmetijo po domače Lauk v velikosti 26 hektarjev. Glavni dejavnosti na kmetiji sta pitanje govedi in reja nesnic. Pred leti so dodali še pridelavo semenskega krompirja. V zadnjih letih pa je sin uvedel dopolnilno dejavnost peke peciva in izdelave testenin. Kot zvest zadružnik je bil dolgoletni član v upravnih organih v zadrugi Dravograd in tudi predsednik zadružnega sveta v kmetijski zadrugi TZO Odor Dravograd. Po združitvi koroških zadrug je bil član upravnega odbora področne zadruge Dravograd, aktiven je tudi zunaj zadružništva, je namreč gasilec, cerkveni ključar, član sadjarskega društva in strojnega krožka, bil je tudi predsednik izpostave Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Gospod Jože Pikl na predlog kmetijske zadruge iz Lake za zgledno sodelovanje z zadrugo in aktivno delo v njenih organih. Gospod Pikl z družino kmetuje na gorsko-višinski kmetiji v vasi Dobrljevo pri Čemšeniku. Kmetija je usmerjena v prirejo mleka in obsega 9 hektarjev obdelovalnih površin ter 4 hektarje gozda. Že vrsto let poslovno sodeluje z zadrugo in je aktiven v njenem upravnem odboru ter v organih Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Bil je tudi član upravnega odbora Zadružne zveze Slovenije. Gospod Alfons Prinčič na predlog vinske kleti Goriška Brda prejema priznanje za dolgoletno zgledno sodelovanje z zadrugo. Gospod Prinčič, sadjar in vinogradnik, je od staršev dobil v obdelavo del družinskega vinograda, s podjetnostjo in zavzetostjo je z ženo in s 3 hčerami postopoma začel širiti kmetijo. Poleg tradicionalne pridelave grozdja je v sklop kmetijskih dejavnosti vključil pridelavo sadja, predvsem češenj, breskov in hrušk.
Danes njegova kmetija v Gornjem Cerovem obsega 10 hektarjev obdelovalnih površin, od tega je 5,5 hektarjev vinogradov ter 2,5 hektarjev sadovnjakov. Druge površine so namenjene pridelkom za lastne potrebe, predvsem sezonski zelenjavi. Že več kot pol stoletja je tudi član vinske kleti Goriška Brda. Tudi gospod Martin Puhek na predlog Kmetijske zadruge Krka Novo mesto dobi priznanje za uspešno delo na kmetiji in dobro sodelovanje z zadrugo. Gospod Puhek je leta 2006 na Selih pri Dragatušu prevzel kmetijo s 130 hektarji zemlje, od tega je polovica površin v najemu in 400 vinogradniškimi trtami za veselje. Leta 2015 je zgradil nov hlev s 114 ležišči za vzrejo plemenske živine in za presušene krave. Na kmetiji se ukvarjajo s poljedelstvom in pretežno z mlečno proizvodnjo. Redijo 60 krav molznic črno-bele pasme in letno priredijo 500 000 litrov mleka. Imajo 30 krav dojil, 50 pitancev in 30 plemenskih telic. Gospod Matjaž Rozman je tukaj na predlog Kmetijske zadruge Naklo. Zgledno dela v organih zadruge in na domači kmetiji. Gospodari na družinski kmetiji v Zadragi pri Dupljah na Gorenskem, na kateri živijo 3 generacije. Obdelujejo 25 hektarjev zemljišč in redijo 80 glav živine. Od aprila 2004 je bil član organov zadruge, najprej je bil 3 mandate član nadzornega odbora, letos pa je postal predsednik Kmetijske zadruge Naklo. Gospoda Viktorja Zafošnika predlaga Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica, ker zgledno sodeluje z njo. Kmetuje na sodobno urejeni kmetiji, ki je usmerjena v živinorejo, pridelavo mleka in poljščin. Obdeluje 48 hektarjev površin ter goji 95 glav govedi in 70 prašičev. Letno pridela 196 000 litrov mleka, ki ga proda domači kmetijski zadrugi. Je aktiven, vesten in uspešen član zadruge, 2 mandata je bil tudi član upravnega odbora. Sodeluje pri strojnem krožku Slovenska Bistrica ter govedorejskem društvu Slovenska Bistrica. Kljub številnim preizkušnjam ohranja optimizem in s tem pozitivno vpliva na okolico. Gospod Damjan Zore je še eden uspešen gospodar in zgleden sodelavec zadruge. Predlaga ga Kmetijska zadruga Medvode. Gospod Zore je po izobrazbi diplomirani inženir živinoreje in kmetuje na 50 hektarjev veliki višinski kmetiji Prtonc, ki je usmerjena v pridelavo mleka. Letno oddajo 550 000 litrov mleka in redijo okoli 120 glav živine. Pri delu mu pomagajo žena in 6 otrok. V Kmetijski zadrugi Medvode je dobil 2 mandata predsednik nadzornega odbora, zdaj mu teče 3. mandat v upravnem odboru. Poleg aktivnega dela na kmetiji in v zadrugi je zapisan kulturi, predvsem petju in obisku gora. Po naravi je veder človek, ki zna nasmejati družbo. Iskrene čestitke vsem dozdajšnjim prejemnikom. Priznanji za trajen doprinos k razvoju zadružništva pa prejmeta gospod Branko Dejak, na predlog Deželne banke Slovenije. Gospod Dejak se je leta 2001 zaposlil kot vodja poslovne enote Zveze HKS v Ribnici, leta 2004 pa je postal vodja ekspoziture v poslovni enoti Kočevje pri Deželni banki Slovenije in jo vodil 7 let. Zadnja 3 leta pa je pomočnik direktorja poslovne enote Dolenjska. V zadružništvu je dejaven kot dolgoletni predsednik Kmetijsko-gozdarske zadruge Ribnica. Kot velik ljubitelj košarke z veseljem upravlja funkcijo tajnika v košarkarskem klubu Ribnica. Je tudi predsednik prostovoljnega gasilskega društva Dolenji Lazi in član območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo. Pri svojem delu je vesten in zanesljiv, priljubljen pri
vedno pripravljen pomagati in nepopravljiv optimist. In gospod Franc Štih na predlog Splošne kmetijske zadruge Ljutomer Križevci. Gospod Štih je zadružnik z dušo in srcem, nikoli ni podvomil v zadružništvo. Vedno je zvesto sodeloval z zadrugo ter poudarjal pomen zadružništva za slovensko kmetijstvo. Bil je eden od ustanoviteljev zadruge in član organov upravljanja in vodenja zadruge. Je lastnik največje kmetije v zadrugi in kot inovativen kmet svojim delom daje vzor številnim kmetom tudi zunaj zadruge. Pri številnih javnih nastopih, mnogi od njih so bili predvajani na nacionalnih medijih, zadružnih in drugih dogodkih, vedno poudarja pomen zadružništva. Tudi vama hvala za vse storjeno do zdaj in seveda čestitke. Priznanje o posebni priložnosti prejmejo Kmetijska zadruga Savinjska dolina za 10 let delovanja. Je ena najmlajših zadrug v Sloveniji, čeprav korenine zadružništva v Savinjski dolini segajo že v leto 1946. Nastala je s spojitvijo Hmezad kmetijske zadruge Prebold in Hmezad kmetijske zadruge Tabor leta 2006. Člani obeh zadrug so svojo odločitev sprejeli soglasno, saj so bili prepričani, da bo kljub majhnosti nova nastala zadruga imela večjo pogajalsko moč do kupcev in dobaviteljev, ter se bo lažje prilagodila tržnim razmeram. Zadruga ima 9 zaposlenih in včlanjuje 132 kmetij. Od članov in drugih okoliških kmetov odkupujejo hmelj, mleko in živino. Zadruga je v preteklih letih z lastnimi sredstvi obnovila vse svoje objekte, sedež zadruge, stanovanja in poslovne prostore, povečali in popolnoma prenovili so trgovino v Taboru, postavili so novo skladišče. V 2 trgovinah tako oskrbujejo lokalno prebivalstvo z repro in gradbenim materialom, živili in z mnogimi tehničnimi in gospodinjskimi pripomočki. Priznanje prevzema direktorica zadruge, gospa Darinka Pikl. Priznanje prejme Društvo podeželskih žena Blegoš za 40 let delovanja. Uradno je bilo društvo ustanovljeno aprila leta 1998 z reorganizacijo aktivov kmečkih žena, čeprav začetki društva segajo že v leto 1975. Društvo vključuje 300 deklet in žena iz občine Gorenja vas Poljane, ki ga vodi Joži Demšar. V okviru društva delujejo tudi pevska skupina Blegaške Senice, glasbena skupina Bariton Frajton ter likovna in dramska sekcija, s katerimi organizirajo vrsto nastopov in razstav. Želja po znanju in napredku je bila že od nekdaj vodilo kmečkih žena. Tako se članice vsako leto udeležujejo različnih izobraževanj na teme zdravja, knjigovodstva, socialnih, kmetijskih tem in raznih tečajev, kot so kuharski, plavalni, tečaj ročnih del, predelave kmetijskih pridelkov in drugih, ter sodelujejo na različnih prireditvah v lokalnem okolju in širše. Svojimi številnimi aktivnostmi in prizadevnostjo so pomembne sooblikovalke življenja na podeželju. Priznanje prevzema predsednica društva, gospa Joži Demšar. Društvo podeželskih žena Ljubnik dobi tudi priznanje za 40 let delovanja. Zametki društva izhajajo iz leta 1975, ko je kmetijska zadruga Škofja Loka na predlog Zadružne zveze Slovenije dala pobudo za ustanavljanje in delovanje aktivov kmečkih žena. Uradno je bilo društvo ustanovljeno aprila 1999 z reorganizacijo aktivov kmečkih žena. Društvo ima okrog 150 članic iz občine Škofja Loka in ga vodi predsednica Andreja Janečko-Golič. Veliko pozornosti posvečajo druženju, povezovanju, izobraževanju, strokovnim predavanjem in razstavam, izmenjavi informacij, skrbi za družino in okolje, v katerem živijo. Skozi številne aktivnosti in druženja na različnih prireditvah, kot so Dobrote slovenskih kmetij, izbor Mlade kmetice leta, Tednu podeželja na Loškem, tržnicah kmetijskih pridelkov in drugih, podeželske žene pridobivajo nova znanja in informacije, se vključujejo v javno življenje in s ponosom spregovorijo o svojem poklicu.
Priznanje zanje prevzema podpredsednica društva gospa Marija Kušar. Kmetijska zadruga Agrarija Koper pa deluje že 70 let. Ustanovljena je bila leta 1992, čeprav njeni začetki segajo že v leto 1945, ko se je na obali začelo razvijati kmetijsko zadružništvo. V tej zadrugi je združenih 146 pridelovalcev sadja in zelenjave iz Istre in daje delo 120 zaposlenim. Zadruga odkupi 90% celotne prodajne proizvodnje svojih članov, letno okoli 1500 ton sadja in zelenjave, vsaj še enkrat toliko pa od drugih pridelovalcev. Poleg tega usmerjajo kmete pri izbiri sadik, jim svetujejo o količini pridelave glede na povpraševanje, jih oskrbujejo z repromaterialom ter zanje opravljajo administrativne posle. Pridelke svojih članov zadruga prodaja v svojih 9 trgovinah, ki jih ima v vseh 4 istrskih občinah. Dnevno oskrbuje 300 hotelov, bolnišnic, manjših trgovin, šol, vrtcev, domov za ostarele ter gostinskih lokalov. V zadnjem obdobju so posodobili in popestrili ponudbo v več trgovinah, zlasti v Izoli in Kopru. Prenovili so sistem 6 hladilnic, obnovili računalniško omrežje ter v prodajo dodali predelane produkte. Zadruga je danes ena največjih zelenjadarskih zadrug v Sloveniji in vodilna kmetijska zadruga na obali. Priznanje prevzema predsednica zadruge gospa Jožica Bolčič. Hmezad kmetijska zadruga Braslovče je tudi ponosna na svojih 70 let delovanja. Njihovi začetki segajo v leto 1946, skozi zgodovino je zadruga imela pomembno razvojno vlogo na področju spodnje Savinjske doline in tudi danes svojim članom zagotavlja stabilnost poslovanja. Zadruga, kot jo poznamo danes, je nastala leta 1992, 21. junija, ko je samostojno zadrugo ustanovilo 185 članov in takrat zaposlenih delavcev. Kmetijska zadruga Braslovče deluje na območju občine Braslovče in se ukvarja z različnimi dejavnostmi, kot so odkup in prodaja hmelja, mleka ter živine. Poleg poslovne funkcije, ki jo ima na trgu, zadruga potrošnikom zagotavlja dobavo varne hrane, zagotavlja socialno varnost, skrbi za varovanje okolja in ohranjanje narave. Priznanje bo prevzela predsednica nadzornega odbora zadruge, gospa Eva Mogel. Še ena 70-letnica, kmetijska zadruga Lenart. Tudi na lenarškem območju se je zadružništvo začelo z ustanovitvijo nabavno-prodajne zadruge leta 1946. V 60. letih je prišlo do združevanja splošnih zadrug v agrokombinat KZ Lenart. Leta 1977 se je zadruga ločila od kombinata kot temeljna organizacija kmetov in od leta 1992 deluje kot kmetijska zadruga Lenart. Pomemben mejnik v razvoju zadruge je pripojitev zadruge SKZ Ledavski Dol Cankova in ustanovitev družbe Agrožita, v okviru katere deluje njihova sončna elektrarna. Leta 2008 so zgradili kmetijski center v Lenartu, leta 2015 so ustanovili organizacijo proizvajalcev mleka, ki jo je priznalo tudi ministrstvo. Zadruga danes vključuje 54 članov in deluje na področju Slovenskih goric, v Prekmurju in delu Prlekije. Glavne dejavnosti zadruge so odkup in prodaja kmetijskih proizvodov, mleka, goveda, prašičev in kmetijskih pridelkov. Trgovinska dejavnost, kjer imajo 9 prodajaln in 5 bencinskih servisov, živilska in gostinska dejavnost, kjer delujeta 2 živilski trgovini, okrepčevalnica in bowling, ter veleprodaja, kjer nastopajo na mednarodnih trgih s prodajo žit in generalno zastopstvo za 2 tuji podjetji. Priznanje bo prevzel predsednik zadruge gospod Janez Rajšp. Loške mesnine d.o.o. pa praznujejo kar 110 let delovanja. Nekdaj družba Klavnica Škofja Loka pod različnimi imeni v Škofji Loki deluje že od leta 1906.
Za potrebe mesta, okolice in vojske je skozi obdobja razvoja vseskozi opravljala dejavnost klanja, že iz preteklosti pa so v Škofji Loki znani tudi mesni izdelki. Klavnica je večkrat menjala lastnike. V letu 2003 so upravljanje in lastništvo prevzele okoliške zadruge. Dejavnosti klanja so dodali prodajo slovenske govedine pod blagovno znamko Loške mesnine, kar postaja tudi osnovna dejavnost družbe. Živino odkupujejo izključno od slovenskih rejcev. Proizvodnjo mesnih izdelkov, ki je v preteklosti v Škofji Loki prenehala delovati, so v letu 2012 nadgradili z nakupom obratov v Bohinju, kjer proizvajajo celotno paleto mesnih izdelkov pod blagovno znamko Mesnine Bohinja. Tako ob zavidljivi starosti ohranjajo klasično ponudbo kakovostne slovenske govedine in nadaljujejo ročno proizvodnjo klasično proizvedenih mesnih izdelkov. Priznanje bo prevzel direktor Loških mesnin gospod Mitja Vodnjov. A niso najstarejši nagrajenci. Kmetijska zadruga Dobrje Polje deluje že 120 let. Začetki segajo v leto 1896, kar zaploskajte seveda. To je že častitljiva obletnica. Na pobudo Frana Jakliča je bilo ustanovljeno kmetijsko društvo v Dobripolju. To je bila prva kmetijska blagovna zadruga na Kranjskem. Leta 1898 je društvo zgradilo zbiralnico mleka in sirarno. To je bil velik gospodarski korak Dobrepoljske doline. S svojimi izdelki se je hitro uveljavila v Ljubljani. Leta 1901 so za potrebe zadružnega in kulturnega dela zgradili zadružni dom na Vidmu. V okviru društva je bila leta 1927 ustanovljena še živinorejsko-selekcijska zadruga. Prizadevanja dobropoljskih živinorejcev na področju selekcije so spodbudila tekmovalni duh in začeli so prirejati razstave in tekmovanja živali. Pomemben del prihodka so Dobropoljcem prinesli tudi izdelki domače obrti, ki so jih izvažali. Zadruga je veliko napora vložila v izboljšavo zemljišč, izvedli so hidromelioracije, komasacijo in agromelioracije. Zdaj so vsa njihova zemljišča primerna za strojno obdelavo. V zadnjih letih so zgradili nove skladiščne prostore in obnovili zadružno stavbo v Vidmu. Trenutno zadruga šteje 50 članov in zaposluje 3 delavce, njihova glavna dejavnost je prireja mleka in mesa ter trgovina z repromaterialom. Cilj zadruge je ohraniti in poglobiti sodelovanje z njenimi zadružniki, saj bo to zagotavljalo prihodnost kmetov in ohranjalo podeželje živo. Priznanje prevzema predsednik zadruge gospod Jože Zrnec. Hvala lepa. Vsem prejemnikom priznanj še enkrat veliki hvala. Zgled in spodbuda ste nam vsem, danes tukaj, naši družbi, naši deželi v ponos. Kot voščilo vsem vam in za nadaljevanje prijetnega dne bo slovesnost zaokrožila izjemna glasbenica Manca Izmajlov. Medtem, ko se bo gospod minister pogovoril seveda s predstavnikom najstarejše kmetijske zadruge in ker mora oditi na svidenje srečno, dobrodošli prihodnje leto, naj povem, da bomo slišali melodijo priznanega skladatelja in dirigenta Jožeta Privška, Tam, kjer sem doma. Tudi ta je na plošči oziroma CD ploščku, bomo rekli, Mance in Benjamina Izmajlova. Prosim. Od tam, kjer sem doma, veter nosi mi pozdrav gora in poti povsod te vodijo
minejo, kakor sen. Morda kdaj pozabim nanj, ne pozabi ga srce. To je kraj želja in sanj, ti pa minejo, kakor sen. Morda kdaj pozabim nanj, ne pozabi ga srce. Saj tam, kjer sem doma, z vinom pride pesem do srca. Reka pa odplavlja ti skrbi in žalost, tam, kjer sem doma. To je kraj želja in sanj, ti pa minejo, kakor sen. Morda kdaj pozabim nanj, ne pozabi ga srce. Ne pozabi ga srce. Manca Izmajlova, iskrena hvala in soprogom Benjaminom vam v imenu vseh danes prisotnih tukaj seveda želim čim več uspešnih nastopov, zdrav glas in še veliko priredb, ki nas bodo razveseljevale tako o poslušanju v živo vaših nastopov, kot seveda na ploščkih. Tako smo pri koncu z letošnjo prireditvijo vse nagrajence. Prijazno vabim, da se zvrstite tukaj nekje, zato bodo že poskrbeli fotografi, kako in kaj, kajti v zgodovinski arhiv sodi skupna fotografija vseh nagrajencev. Vsako leto je tako. Po fotografiranju pa ste tudi vi, tako kot vsi danes prisotni tukaj, zdajle vabljeni pred to dvorano in sicer tam bomo lahko nazdravili z vini Kmečke zadruge Krško ter se okrepčali z dobrotami, ki so jih za nas pripravile kmečke ženske iz Gornje Radgone. Vse dni sejma ste seveda povabljeni tudi, da se oglasite v hali B, kjer ima svoje prostore Zadružna zveza Slovenije in seveda, da uživate na sejmišču tudi danes, ko bo lep dan prav primeren za to, da si boste kaj ogledali in preživeli prijetno popoldne in se prijazno družili. Vse dobro do prihodnjega leta, do prihodnjega druženja. Srečno!